Medtem ko se izteka še ena uspešna koncertna sezona, so v koncertni poslovalnici Narodnega doma Maribor z mislimi že v novi koncertni sezoni, ki so jo poimenovali Brezčasje. Tudi letošnje leto bodo na odrih nastopili vrhunski domači in tuji izvajalci. Ponovno pa se nadaljuje tudi mladinski cikel, s katerim želijo osnovnošolcem in srednješolcem približati kakovostno glasbo. Ne samo, da odkrivajo lepote glasbe, ampak mi jim praktično s tem tudi širimo njihova obzorja. Prepoznavanje kvalitetne glasbe, recimo, več kot znaš, bolj kot si izobražen na določenem področju, bolj si tudi kritičen do, ne vem, recimo temu, prisiljenega rimanja, enostavnih melodijic. In zato je zelo pomembno, da najdejo lepoto, privlačnost v mogoče malo težji glasbi, ampak vseeno začnejo v tem uživati. Med drugim bodo mladino povabili na spoznavanje džeza, sodobnega plesa, resonance, trobil in tolkal. Letos sodeluje s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor, Plesno izbo Maribor, Janezom Dovčem, trobilnim kvintetom Kontrast, za živahen zaključek sezone pa bo poskrbela tolkalna skupina Kaskar. Vse predstave bodo izvajali v dvorani Unijo in v veliki dvorani Narodnega doma. Sicer pa že teče 73. leto tradicije koncertne poslovalnice. V tem mestu je prav koncertna poslovalnica vedno skrbela za to, da je Maribor imel vrhunsko in zelo razgibano in pestro glasbeno življenje. Komorni in orkestrski cikel prav tako prinašata imena za glasbene sladokusce. Otvoritveni koncert orkestrskega cikla bo 29. oktobra otvoril orkester Concerto Köln. Odprli bomo vrata mlajšim glasbenikom in njihovim novim idejam. 12. januarja bo k nam prišel spet orkester Slovenske filharmonije in tokrat prav tako z eno prav posebno zgodbo. Z njim se bo namreč v Maribor vrnil tudi Mariborčan, lahko rečem, Vito Žuraj, skladatelj, ki v zadnjih letih požel številne vrhunske evropske skladateljske nagrade in prejema naročila od vrhunskih festivalov, ansamblov in orkestrov. S vsem tem se je povzdignil dejansko že v vodilne skladatelje mlajše generacije v Evropi. Komorni cikel pa otvarjajo 8. novembra z večerom samospevov v izvedbi Markusa Finka. Na sporedu bo tudi koncert pianista Aleksandra Madžarja, po nekaj letih pa se vrača tudi flavtistka Irina Grafenauer s prijatelji. Vpis v abonmaja orkestrski in komorni cikel bo potekal od 15. maja do 5. junija ter od 27. avgusta do 29. septembra. Z vstopom v koncertne dvorane zapustimo zunanji svet. Podajamo se lahko v svetove, kjer se čas ustavi, kjer časa pravzaprav sploh ni. Sta le glasba in lepota. Dobrodošli v Brezčasju.